Imamo košarkarja na poti proti naslovu najboljšega košarkarja tega evropskega prvenstva. Goran Dragić, 26 točk v prvem polčasu, le 5 Slovencev pa se je vpisalo med strelce, denimo Gašper. Nov trener, mlada prenovljena ekipa, 18-letni zvezdnik prvič v reprezentanci, nov naturalizirani košarkar. Spet ne bo nič iz tega, so si mislili mnogi pred začetkom evropskega prvenstva leta 2017. Sam sem celo izjavil, da bo že uvrstitev v četrtfinale za to ekipo velik uspeh. Vsaj poimensko smo imeli že močnejše zasedbe. Igrali smo doma, pa nič. Zgodba naše reprezentance je bila do takrat en sam dolg niz bolečih porazov. Saj veste. Pa Nikolao polaga čez Nesteroviča, nova trojka Paskala Rollerja, Teodosić v zadnji sekundi. En sam kup bolečih spominov. Ampak za Gogija se je reprezentančna zgodba začela že veliko pred Istanbulom, leta 2004 v Brnu. In začela se je lepo. To je bilo v 20, Brno, Češka, evropski prvaki. Spomnil se, da sem bil tako zelo vesel, ker sem bil v ekipi, čeprav nisem igral, ampak samo, da sem bil zraven, da sem lahko gledal. Takrat je bil v ekipi Razum Lorbek, Sašo Zagorac, Domen Lorbek, Jan Močnik. Mislim, to so vsi igralci, ki so bili 2 leti starejši od mene, ampak so takrat že nekaj pomenili v slovenski košarki. Igrali so v prvi ligi in to dobro. Samo, da sem bil tam, je bilo en velik korak naprej za mene. In potem osvojiti zlato kolajno. Tako da jaz se zmeri hecam. Jaz pa Sašo Zagorac, svoj edina Slovenca, ki imata 2 zlati evropski kolajni iz evropskih prvenstev. Sem Goran Vojnović in to je podcast Goran. Podcast o Goranu Dragiću v 4 četrtinah. Zlato iz Brna je bilo le eno izmed velikih uspehov naših mladincev in mlajših članov, ki so med leti 1998 in 2006, verjeli ali ne, osvojili 2 zlati, 2 srebrni in še eno bronasto kolajno. Ne, v Sloveniji nikoli ni manjkalo košarkarskih talentov, sploh v tistih časih pa jih je bilo za zlopato stran metati. Zato niti ni čudno, da smo navijači sanjali velike stvari. In tudi ni čudno, da je Gogi za člansko reprezentanco prvič zaigral šele pri 20 letih. To je bilo 2006, takrat sem šel prvič na veliko prvenstvo, na svetovno prvenstvo na Japonsko, v Sapporo. In takrat sem prvič tudi zaigral na teh prijateljskih tekmah, prvič oblekel ta članski dres za reprezentanco. Se spomnim, da sem bil zelo vesel, zelo ponosen, tudi moja družina. Takrat sem pa mogel, 5 sem mogel. Pred eno tekmo sem mogel 5. To je nekak standard v reprezentanci, da če si ruki, sem mogel za 5 pesem. Zapel sem pa meni se siva pot. Toliko talenta, toliko zlatih, srebrnih in bronastih mladeničev, toliko NBA igralcev, prvakov Eurolige. Ampak ko si vse to zmešal skupaj, se ni šlo. In potem smo menjavali trenerje, dodajali nove mlade super talente, ampak vsakič je nekaj zmanjkalo. Sodniki so piskali za Grke, Teodosića smo pustili samega na trojki, psihološko blokado imamo, nimamo go-to guya. 2 milijona pametnjakovičev je imelo 2 milijona razlogov za vse te naše poraze. Rešitve pa ni imel nihče. Ja, mislim, da trener lahko dosti vpliva na to. Zdaj odvisen, kakšen je trener. Meni imajo mogoče taktične sposobnosti malo boljše, drugi imajo te, ko bi rekel, psihološke, govorne sposobnosti, da nekako ekipo zbližajo. Je pa res, da v preteklosti samo poimensko smo imeli reprezentanca zelo močnejšo ekipo, kukar 2017 in dalje. Takrat si imel 6-7 NBA igralcev iz Slovenije, ampak nikoli pa ni bila ta enotnost. Zmeri si imel nekakšne taborje v reprezentanci in zaradi tega mogoče takrat nismo uspeli doseči takih uspehov, ki bi jih mogli. To pa definitivno osvajanje kolajn. Tako pa če v ekipnem športu vsi morajo biti celota eno, če tega ne dosežeš, je zelo težko zmagovati. Medalja na Evropskem prvenstvu v košarki je postala naša obsesija. Ker talent je bilo treba unovčiti preden presahne. Zato odpovedi niso prišle v poštev. Vsi košarkari so morali igrati. Poletje za poletjem, evropsko, svetovno, pa spet evropsko in tako v nedogled. Kdor enkrat ni prišel, smo mu zamerili. Globoko zamerili. Kakor bi bil nastop za reprezentanco državljanska dolžnost,
Kakor bi bili košarkarji državi dolžni podariti vsa svoja poletja. Državi in nam navijačem, ki tej isti državi še davkov nočemo plačati. Ob tem pa se nikoli nismo vprašali, kaj igranje za reprezentanco za košarkarje v resnici pomeni. Za njihovo zdravje recimo, ali pa za njihove družine. Ja, ni lahko, kajti že med sezono si zelo veliko odsoten, potem priješ domov, imaš kakšen mesec dni frej, se končno nekako to stabilizira, se navadiš vsako jutro, preživiš z družino cel dan in potem moraš spet odideti na priprave. Ampak ja, moram reči, da slovenska reprezentanca, takrat so malo spremenili pravilo, smo lahko pripeljali družino s sabo, tako da smo preživeli nekaj časa z njimi. Pa kad si šel na te velike tekmovanja, te pa spet ni bilo kakšen mesec pa pol. In je bilo kar težko. Bivša žena Maja je imela kar velik dela z Matejotom, tako da smo bili velik doma, obe babice sta bile tam, tako da je bilo malo lažje. Pa kad sem prišel nazaj, smo pa spet mogli takoj za Ameriko priprave. Jaz sem spet odšel na priprave za ekipo, 7 dni bil odsoten in pol začneš to sezono in potem si pa en teden doma, en teden away, pa spet odvisen od urnika, ne, tako da ja, ni lahko. Takrat probaš nekako prepeljati čim več babic, dedi, da so ostanejo 2 meseca eni, 2 meseca drugi, da ni sama. In tako je, mislim, je sestavni del življenja, ampak na koncu moramo vedeti, da košarka mi zelo veliko dala, ne samo meni, tudi mojim otrokom, mojim družine, tako da so lahko finančno priskrbljeni, lahko obiskuje najboljše šole zdaj. Skače po eni nogi, podpira ga Rendol, podpira ga fizioterapeut, tudi zdravnike zraven. Bojim se, da je konec srečanja za Luko Dončića. Do konca dolgih 14 minut in 44 sekund. Takoj smo začutili, da bo šlo vse narobe. Ker to smo mi, baksuzi, in to je ta naša usoda. Večni luzeri smo in gotovo. Porazi te napolnijo s fatalizmom in potem projiciraš negativna čustva na igralce. In verjameš, da so tudi oni zaznamovani s porazi, da nimajo zmagovalne, balkanske mentalitete, da ne vzdržijo pritiska, da so premajhni, preskromni, preboječi. Kako smo nakladali, kako smo filozofirali le zato, ker smo izgubili nekaj tekem. Kot ponoreli smo iskali nek globi smisel vseh teh porazov, ki pa ga morda sploh ni bilo. Poraz, sestavni del športa, enkrat zgubiš, enkrat zmagaš. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, pa kar smo prej govorili o ciljih, zadaš en cilj in na koncu strmiš s temu cilju, na tej poti bo pa veliko porazov, veliko zmag, ampak moraš postati, ko bi temu rekel, true to yourself, da si na tej začrtani poti, da te ne odnese levo, desno, ampak da veš, da vsak dan moraš delati, zmeri si bližji, enkrat bo prišlo malo prej do tega cilja, enkrat malo kasneje, bo trajalo dlje časa, ampak na koncu moraš pa verjeti, da boš nekega dne prišel do tega. In to je tisto, kar je mislim, da zelo pomembno na življenjski poti. In potem, ko priješ do tega cilja, da si ustvarjaš nove cilje in tako naprej. In zdaj so, moram reči, živahnejši srbski košarkari. Na igrišče se še ni vrnil Goran Dragić, bil je že pripravljen za vstop. Odvisen od igralca. Zdaj jaz osebno, jaz sem imel ta problem, da za mene poškodbe ni bilo. Zato iz tega vidika to gledam, da sem bil, ko sem odraščal, sem bil zelo, ne vem, če me kje je bolel, sem šel čez to. In to jaz mislim, če zdaj gledam za nazaj, je to mi je več škodilo v moji karieri, kot pa pozitivno stvari. Pričem iz tega vidika, moje koleno, zvil sem si gležen, namesto da si vzamem frej 2 tedna, pa po cajtem gležen sem se vrnil po 3-4 dneh in potem sem si spet zvil gležen in tako se je nadaljeval. Imel sem pa v glavi to, da je bil to res moj problem, da nisem hotel ekipe pustiti na cedilu. Imel sem uno slabo vest. Kadarkoli sem se poškodoval, sem rekel, zdaj pa oni se borijo, jaz sem pa tle. In pa sem zmeri prihajal nazaj, mogoče prehitro in tako tudi potem nekako rataš imun na bolečine. Tako da meni je bilo normalno čez jutri, če sem se zbudil, pa če me vse bolel, meni je bilo to čisto normalno. In potem, ko sem se upokojil, sem se čez par mesecev, en mesec sem se zbudil brez bolečine, sem rekel, kaj je to je nekaj narobe. Tako da to je tisto, mentalno sem bil zelo močen,
po drugi strani fizično sem pa zelo trpel. Dragič je zaključil in to je 33. točka zanj. Po njegovem stopu 4-0 takoj. Povsem drugače, ko je Goran Dragič na igrišču. Doslej ga je Igor Kokoškov imel nekaj minut igri, pa na kratko odpočil, pa ga potem spet vrnil. Leta 2017 se je Gogi odločil, da poskusi še zadnjič. Kokoškov, Luka, Anthony Randolph, gremo, na vse ali nič, še zadnjič. Edo Murić je rekel, da je prišel Gogi na prvenstvo s posebno energijo, da je prišel odločen, da nekaj naredi. Gogi pravi, da je prišel, ker je detko obljubil medaljo. Mogoče pa je prišel preprosto zato, ker je bilo njegovo telo že načeto in je začutil, da je to res njegova zadnja priložnost. Ker je vedel, da je zdaj ali nikoli. Zdaj ali nikoli lahko končno premagamo sami sebe in svojo nesrečno usodo. Pred evropskim sem rekel že v medijah, da je to moje zadnje tekmovanje za Slovenijo. Na koncu se to ni zgodilo, to so drugi razlogi zdaj. Je pa res, da takrat sem res že v javnosti rekel, da gremo na kolajno. Zdaj, pošteno povedano, nisem si mislil, da bo to zlata kolajna, ampak sem pa res verjel, da bomo osvojili eno kolajno, kajti takrat sem verjel v to, dobil sem željo, da je Igor trener, tudi Rašo je takrat so šla govoriti z Igorjem, to se je vse zgodilo in takrat, ko verjameš v trenerja in ko veš, kakšen dober psiholog je in da bo vse izvlekel najboljš, kar je možno iz ekipe, potem nima skrbi, si bolj sproščen, si bolj igriv, veš, da tudi takrat, ko pridejo te težki časi, verjameš v to, da bomo kot ekipa šli čez to in točno to se je zgodilo. Aleksej Nikolić pa je ukradel žogo, ne pozabimo, še imamo ostalih 7 košarkarjev, poleg tistih, ki so ta hip na igrišču. Kemija, definitivno kemija. Pa vsak igralec je vedel, kakšen rol ima. Mislim, da je to predvsem zasluga od Igorja Kokoškova. Vzpostavil je skozi sistem, da je vsem odgovarjal, da so vsi bili zadovoljni. Ta povezanost je, mislim, da bila številka 1. Res nismo imeli nobenega taborja v reprezentanci, vsi smo se družili, vsi smo ven hodili skupaj, vsi smo šli jesti. Res ne moram reči, da je bila ena slaba izkušnja iz tistega prvenstva in dihali smo en za drugega. Mislim, videl se je ta energija na parketu, igralci, ki niso igrali ob parketu, so spodbujali in to je tisto, kar mislim, da je bilo ključnega pomena, da smo dosegli ta doseg. Slovenija, Srbija 71-67, zadnja četrtina, zadnje tekme na Evropskem prvenstvu se je začela. Organizirana čvrsta igra naše izbrane vrste proti Srbski, ki skuša na vsak način umiriti. Pa mislim, da smo vsi verjeli. Mislim, definitivno moraš imeti enega, ko bi temu rekel, protagonista, da verjame, pa da postavi ta pot, pa da vsi delamo, pa tudi vsi ostali igralci vidijo, mogoče pa to, pa se oni še preključijo in potem ta energija, pozitivna energija se širi z enega na drugega. Mislim, da je to tudi v življenju tako. Rašo je bil tle velikega ključnega pomena, on je imel ta vidik pripeljati Anthonyja Randolpha, sva tudi sama dva šla v Madrid ga prepričati, smo dosegali to, potem tudi mi je odprtost, da je pripeljal Igorja Kokoškova. To je to. To on ima vse, to vizijo, kako te delčke dati skupaj in narediti to celoto in zato smo tudi uspeli. Tako da Rašo je tukaj najbolj zaslužen, potem Igor in igralci, tako da mislim vsi, ki so takrat sodelovali pri zvezi, takrat je bilo res lepo. Evrope, Slovenija, se bojim, da bo morala srečanje končati brez Luke Dončića. Ta hip je na parketu tudi ni Gorana Dragića. Zgodbo Evropskega prvenstva leta 2017 bi se dala povedati tudi kot zgodbo o Goranu Dragiću in Luki Dončiću. O veteranu in rukiju, o Gogiju, ki predaja štafeto Luki, bodočemu vodi reprezentance. Ampak Goran in Luka si ne bi mogla biti bolj različna. Luka je Luka in Gogi je Gogi. Dva različna svetova. Zgolj slučajno sta se na neki točki srečala in se, kot je rekel Igor Kokoškov, prepoznala. Veliki se prepoznaju, je rekel Igor. In imel je prav. Takrat je Luka bil še zelo mlad, 17 let, prihaja v reprezentanco, že takrat smo videli, da je velik talent. Zdaj moje je bilo to, da ga vodim nekako, ampak ne na parketu, izven parketa, pa če sem bil vodja ekipe, tako da probali smo pričarati čim boljšo
ko bi temu rekel, vzdušje z tega vidika, da se vklopi v ekipo, da se on počuti, ko bi temu rekel, comfort, da lahko 17-letni igralec lahko cveti in to je še točno to zgodil. Bila sva v sobi, pač, se veš, kad si mlad, pa prijaš si zelo tih, pač zelo je bil spoštljiv, bil je razigran, tako da vse naj. Tako da ja, je bilo zelo lepo, zelo lepa izkušnja. Torej zdaj krizni trenutki Gorana Dragića, upamo, da ne tudi slovenske reprezentance. Luka in Gogi sta se srečala, prepoznala in se poškodovala. Luka je v tretji četrtini finalne tekme odšepal z igrišča z vitim gležnjem, Gogijevo telo pa je nedolgo zatem podleglo izčrpanosti. Zagrabili so ga krči. Zdelo se je, da bodo Srbi v finalu pretrd oreh. Bili so v naletu, Luka in Gogi pa sta sedela na klopi. Igor Kokoško je zahteval minuto odmora in ko so se slovenski igralci posedli, so se njihove glave pobesile. Ampak takrat je kapetan vstal in povzdignil svoj glas. Put your heads up, je tulil. In glave so se dvignile. Igor Kokoškov je vzel minuto odmora, povsem drugačna predstava, kot smo jih vajeni na tem evropskem prvenstvu. Ja, definitivno, ampak to bildaš vsak dan, leto iz leto. Pa če sem bil zelo tih, ko sem bil v Phoenixu, jaz sem bil zmeri vodja, ko bi temu rekel, da sem set an example, da sem bil prvi na treningu, da sem zmeri v delu, da sem 100% dal, nisem pa veliko govoril. Pa ko sem prišel v Miami, so me pa glih Spoelstra in vsi te igralci, D-Wade, Udonis Haslem, ki so bili moji mentori, sem se pa glih od tega naučil, da če sem glavni igralec, da moram tudi to delati. In na koncu sem nekako tle postal bolj vokalen, na tekmi sem več govoril in to se na koncu tudi odražalo v reprezentanti. Tako da rasteš kot igralec čez celotno kariero, dodajaš ono, kar ti manjka. Goran Dragić je precej izčrpan in tudi strelska forma je minila. Zdaj ga za glavo viši Lučić, pokriva Prepelić, poskuša s trojko. Izjemna trojka med dvema je zdaj Prepelić zadev trojko. Prepelić je tisti, ki lahko priskoči na pomoč Goranu Dragiću. Slovenija spet vodi 4 minute 20 pred koncem srečanja. 4 minute 20 je še do konca zadnjega dejanja evropskega prvenstva. Spet smo na plusu in upajmo, da nam uspe to srečanje pripeljati do naslova evropskega prvaka. Mačvan vrača skok. Slovenija ali Srbija? Srbija ali Slovenija? Gogijev dedek Miodrag je nekje tam zgoraj nestrpno čakal na končni razplet finalne tekme. Čakal je, da vidi, ali bo medalja, ki jo bo Gogi vzel zanj, srebrna ali zlata. Čakal je, da vidi, ali bo zmagal njegov vnuk ali pa njegovi Srbi. Bilo je čustveno, zelo čustveno. Dobro, jaz čustveno mi se je bilo, moram reči, lahko, kajti jaz sem, ne glede, kdo bi stal na drugi strani, jaz sem hotel zmagati, pa ne glede, so to Srbi, na koncu, tudi če bi brat igral za drugo ekipo, bi se pobila, po mojem, tako da to je tisto, kar je lepota športa, ne glede na to, jaz sem bil rojen v Sloveniji, Slovenija je moja država, jaz sem Slovenc, pač sem pravoslavne vere, ampak spoštujem obe kulturi, moja država je pa Slovenija, tako da za Slovenijo bom vse naredil in zmeri sem, tako da tukaj ni bilo nobenega dvoma, že pred tekmo sem rekel, gremo na zlato in to se je tudi zgodilo. Sem Goran Vojnović in to je bila tretja četrtina podcasta Goran. Intervju z Goranom Dragićem v Miamiju je posnela Katja Stojnič, produkcija, novinarja Luka Hvalc in Gašper Andrinek ter urednik športnega uredništva Vala 202 Boštjan Reberšak. Tekmo v Carigradu je komentiral Franci Pavšer, končna zvočna obdelava Vladimir Jovanović. Če imate komentar, pohvalo, kritiko, z veseljem jih bomo prebrali na val202@rtvslo.si. Podcast Goran je na voljo v vseh aplikacijah za podcaste. Tam se lahko nanj naročite ali ga ocenite, da bo zanj izvedel še kdo. Prav tako je na voljo na spletni strani val202.si in v aplikaciji RTV 365. Ostanite v podcastu Goran.
Zadnja četrtina se bo kmalu začela. Tu smo, v raju smo, v košarkarskem raju. Namesto da bi se veselil tega uspeha, se začne spraševati, kaj pa zdaj. Podcast vam omogoča Telemach, vedno v igri. Gorana Dragića s ponosom podpiramo že več kot 10 let in njegovo zgodbo zavzeto spremljamo tudi na platformi EON. Z njim stojimo tudi danes, ko z nami deli svojo pripoved, v kateri sta ujeta duh in zgodba košarkarske legende.